en vitez življa. Ponovno smo skupaj v naših vajah Vitez Energy Online. Z vami bo Mojca Ribič in danes ponovno raziskujemo in dodajamo naše Vitez Energy vaje v naš vsakdan. Tako gremo kar na našo naslednjo epizodo. Danes sem zbrala zopet našo držo in pa seveda dihanje. In sicer si poglejmo, ko recimo nekje stojite in čakate. Kaj se vam dogaja? Nekateri čakate takole, ne? In že Bog pritiska na tale sklep, ki se mu reče kolk, in seveda je to nenaravno in kasneje nas lahko ta sklep boli. Okay. Potem mamice, ki imajo male otroke, pa ponavadi letajo naokoli in ko se čaka, imajo mamice rade mir in potem hitro vzamejo otroka v naročje, ne? In kaj se zgodi? Otroka dajo zopet na bok in kaj se zgodi? Tole. Ne? In zopet imamo tale naš sklep na udaru in kasneje se zopet lahko pojavi bolečina. Zakaj? Zato, ker tule naredimo energijsko blokado in ni več pretoka. Ne pretoka energije in seveda tudi slabši krvni pretok. Zato vas pozivam, da ko čakate, imejte v glavi našo pravilno držo. To pomeni, če jo ponovimo, stopimo v širino bokov, torej tu imamo kolčnici in točno pod kolčnicama sta peti oziroma stopala. Stopala so vzporedna in stisnem trebušne mišice in ledveni del razbremenim. Prsni koš damo rahlo naprej, rame dol, brado vzporedno, slon pogled ravno naprej v višini oči. To naj vam bo resnično eno tako vodilo, da imate nekje v zavesti to našo naravno držo, katera je osnova, da lahko tudi potem naravno dihamo s celim telesom. Zato vam pač predlagam, da kjerkoli že, na karkoli čakate, da v bistvu se ne zvračate v bok, ker najbolj pogosta drža pri čakanju je tole. Ne, recimo. Na ta način, sploh pa mamice, ko imate male otročke, zelo hitro ga posadite na bok, in potem se usedete v bok. Ja? Tako da dajte res paziti te stvari, lahko naredite tudi drugače, tako da dajte res paziti. Ja? Rajš rahlo pokrčite kolena, pa da ste res z medenico v naravni poziciji. Okay? In s tem tudi je prehod lažji in energijski in pa krvni obtok. To resnično majčkeno pazite. Zdaj pa gremo kar na dihanje, Torej, smo rekli, da dihamo s celim telesom, da nekako vdihnemo najprej v trebušni del, potem gremo skozi sredinski del in pa seveda na koncu najbolj poznani zgornji del. Tukaj res pazite pri zgornjem delu, da ko vdihnete, vam ne grejo ramena navzgor. Zelo pogosto, ker tukaj smo že tako zelo zakrčeni
In enostavno, ko vdihnemo, gredo rame navzgor in navzdol. In to nam je tako prišlo že v navado, da nam je to naraven gib, ki pa sicer ni naraven. Rame morajo biti doma, torej navzdol in morajo ostati navzdol. In ko vdihnem v zgornji del pljuč, se morajo pljuča razširiti naprej nazaj. Definitivno pa ne rame navzgor. Tako da bomo majčkeno zdaj tole probali, naše dihanje. In sicer bomo dali eno roko na spodnji del trebuha, drugo na zgornji del. In globok vdih. Napihnemo celotno telo. Aktiven izdih. In globok vdih. Razširimo vse tri dele. Aktiven izdih. Še globok vdih. Aktiven izdih. Še globok vdih. Aktiven izdih. Ok, majčkeno sprosti. Bom na hitro še razložila, kaj pomeni aktiven izdih. Aktiven izdih pomeni, da celotno kapaciteto zraka, katero vdihnemo, jo moramo tudi izdihati. Okay? Zato, ker če si predstavljate, da izdihnete samo delček vdihnenega zraka, ostali del ostaja v telesu in se že neštetokrat zamenja, potem si lahko mislite, ja, kakšen zrak v bistvu dihate potem, ne? Oziroma pač kakšen zrak uporablja naše telo in kakšen zrak se pretaka po naših žilah. Zato vam polagam na srce, dajte res aktivirati tele notranje trebušne mišice in vržite celoten zrak ven iz telesa na koncu. Torej, če poskusimo globok vdih, aktiven izdih. A ste videli, koliko je še zraka noter? In če ta zrak ne vržemo ven iz telesa, potem ostaja v telesu in seveda telo pač ga uporablja in ga non-stop pošilja po krvnem obtoku in seveda ni najbolj kvaliteten zrak in potem tudi nimamo kvalitetne hrane za naše celice. Zelo pomembno, da se predihate in seveda celoten zrak, ki ga vdihnete, tudi izdihnete. Tako, predelali smo še eno stvar, na kakšen način stojimo, ko nekaj čakamo. Sploh tele stvari, zvračanja in posedanja v kolk, zelo nedobrodošlo, čeprav jaz verjamem, da je vam super, ker pač se takoj drža vsa sesede in nič ne rabimo stiskati mišice in nič, ampak kasneje pa se potem sprašujete, zakaj vas pa potem vse boli. In sedaj imate odgovor, eden izmed katerih je lahko, zakaj vas bolijo sklepi oziroma kolk. Tako, če želite malce več predelovati in dihanje in ostale Vitas Energy vaje, se mi lahko pridružite v moji gibalni skupini Vitas Energy Online, ki jo imam in tam resnično obdelamo dihanje do potankosti in seveda tedensko vadimo. Delamo tudi ostale vaje za notranjo moč, za držo in tako dalje. Tako da, če vas zanima, dajte mi napisati na info@navitas.si ali pa si poglejte majčkeno na moji spletni strani www.navitas.si.
Tako, prišli smo do konca. Jaz vas lepo pozdravljam, želim vam vse dobro, pazite na svojo držo, pazite na dihanje in pa seveda se vidimo kmalu. Živjo!